Pred odhodom v 40 let star vinograd, ki je tudi letos odlično rodil, trte so bile polne zdravega grozdja, je bilo najprej na vrsti spominsko fotografiranje. Nato so trgači v roke prijeli gajbice in škarje ter začeli z delom. V trgatvi je potrebno ves čas vzdrževati primerno delovno temperaturo. Harmonika, vinogradniški pozdrav, brez osvežitve pa tudi ne gre. Trgatev je za vinogradnika zelo veselo obdobje, nam pove gostitelj Lojze Kerin, a obenem prizna tudi precej stresno. Ker hočeš narediti to dobro, to se pravi, ker je pomembno, da je kakovost dobra, da dobro potrgamo, da naredimo res dobro selekcijo, če je potrebno. In seveda naprej, kako bo z vinom, ne? Lojze je bil nad kakovostjo grozdja vidno zadovoljen, obenem pa ponosen, ker se njegovi hčerki med trtami že dobro znajdeta. Velikokrat grem atiju pomagati v klet, pomagam pri trgatvi, rezanju. Kar nakazuje, da se bo družinska vinogradniška tradicija nadaljevala. Trgatev pri ljudeh ustvari posebne občutke. To vzdušje so začutili tudi evropski poslanci. Ti so se obiranja Modre Frankinje udeležili na povabilo slovenskega kolega Franca Bogoviča. Mr. Bogovic is my colleague and my main task in European Parliament is in Agri Committee. So agriculture and rural development is very important to me, and that's why I'm first time now in Slovenia. This is my first time. I was never asked to pick the grapes. I'm more, let me say, a milk boy coming from a milk farm in the Netherlands. This is my background and not in the wine. I just drink it. To je tudi promocija Slovenije in Lojze Kerin zna to delati na svojstven in odličen način. Na zelo suveren način pa je svoj del brajde ubrala tudi aktualna vinska kraljica. In mislim, da tudi naslednje leto bomo pridelali Slovenci taka vina, kot jih znamo. Kerinovi na 6 hektarjih obdelujejo 30.000 trt. Glavna sorta je Frankinja, iz katere pridelujejo 8 različnih vin. Po končani trgatvi so pripravili kratek kulturni program. S pesmijo so ga popestrili posavski veseljaki, z recitalom Pavčkove in Gregorčičeve pesmi pa Simon Kerin.